Pozdravljeni. Ste se kdaj vprašali, ali imajo v sodobnem svetu Formule 1 vozniške akademije sploh še kakšen smisel? V današnjem svetu Formule 1 lahko vidimo, da pravzaprav vsaka ekipa ima svoj mladinski program oziroma svojo vozniško akademijo. In pravzaprav skozi to sito naj bi prišli v bližnji prihodnosti tisti talenti, ki jih bomo mogoče tudi videli na dirkah svetovnega prvenstva. A poraja se vprašanje, ali takšna oblika vozniških akademij, kot jo vidimo pri nekaterih strukturah, ima danes še smisel. V preteklosti smo mnogokrat videli, da so bili ti programi uspešni. Talenti kalibra Maxa Verstappena, Charlesa Leclerca, Georgea Russella ali Landa Norrisa so prišli v svet Formule 1 prav s pomočjo matičnih ekip, ki jih pravzaprav zaposlujejo še danes. V bistvu, če pogledamo aktualni štartni razpored in se malce zamislimo, kdo je prišel v matično ekipo skozi seveda tisti mladinski program, ki so ga vzpostavili, bomo verjetno malce presenečeni. In seveda oziramo se na zadnjih nekaj sezon, oziramo se na mlajše voznike. Edini, ki mu je to uspelo, je Logan Sargent. In Logan Sargent pri ekipi Williams je pravzaprav to priložnost dobil po spletu okoliščin. Njegov sedež v prvi fazi je bil nekako rezerviran za Oskarja Piastrija, dokler ta iz programa Alpina ni presledlal k McLarenu. A pravzaprav največjo težavo povzroča vozniška akademija Red Bulla. V njihovih vrstah je izjemno mnogo mladih potencialnih talentov, ampak le redkim, čeprav iskreno pravzaprav nobenemu se ne uspe prebiti dobesedno do Formule 1. Zadnji tak je Liam Lawson, ki je bil v sezoni 2023 rezerva rezerve. Seveda dobil je priložnost in se je tudi izkazal, ampak ni bilo dovolj, da bi v letošnji sezoni dobil sedež. Morda ga bo v prihodnosti in srčno mu to želim. Ampak po drugi strani v sezoni 2023 smo imeli, kar se tiče Red Bulla v Formuli 2, 6 voznikov. In seveda med to šesterico nihče ni prišel vsaj blizu nekemu realnemu sedežu Formule 1. Ampak tudi prvak Formule 2, Theo Pourchaire, ni dobil priložnosti v ekipi Sauber. In naprimer Felipe Drugovich, ki je zmagal naslov leto pred njim, je praktično do zadnjega bil zasebnik, ni bil član nobenega programa, nobene akademije. In seveda Felipe Drugovich je podpisal z Aston Martinom, kjer se seveda kaže na družbenih omrežjih, dobi nekaj malega možnosti testiranja, ampak prave priložnosti v Formuli 1 mu niso še zaupali. Sedaj se lahko začnemo spraševati, kakšen smisel ima vozniška akademija v sedanjem svetu Formule 1. Po svoje ga ima, ampak na nekoliko drugačen način, kot vidimo naprimer pri Red Bullu. Selekcijo je potrebno napraviti bistveno pred Formulo 2. Lep primer, Oli Berman in skuderija Ferrari. Seveda Berman je izkoristil življenjsko priložnost in se je izkazal. Sedaj mora z dobrim delom nadaljevati, ampak če bo šel s tem trendom naprej, bo zagotovo prišel v Formulo 1. Vprašanje pa je, če bo lahko prišel v skuderijo Ferrari.
kjer bodo verjetno sedeži zasedeni še kar nekaj sezon. Podobna zgodba je tista, ki jo lahko vidimo pri tovarniški ekipi Mercedes, kjer imajo v bistvu enega pravega predstavnika v nižjih formulah, Andrejo Kimija Antonellija, ki ga seveda že mnogi postavljajo na sedež v tovarniški ekipi, ampak obstaja tudi možnost pri Williamsu, namesto že prej citiranega Sargenta. A v bistvu pri Mercedesu so mladega Italijana nekako dobili že na samem začetku kariere in ga spremljajo, brez da bi nanj vršili pritisk za neko notranjo konkurenco. Pri Red Bullu smo v bistvu videli, da so svojo množičnostjo v programu dobesedno pobirali talente iz tržišča, jih držali zase, in dobesedno niso dovolili ostalim, da bi imeli koga v svojih vrstah, ki bi kazal potencial. A najlepši primer je tisti, ki sem ga že nekako omenil, Oscar Piastri, ki je prišel do Formule 1 skozi program ekipe Alpine. Podpirali so ga na vseh stopnjah njegovega napredovanja in seveda Piastri se je izkazal. A težava je bila v tem, da v Formuli 1 dobesedno niso imeli prostega sedeža, ki mu bi ga lahko ponudili. In seveda eno sezono je Oscar Piastri pauziral, ni vozil in se je nekako pripravljal. Tudi pri Alpinu so mu nudili priložnosti, kar se tiče testiranj in podobnih zadev, ampak ob prvi priložnosti je podpisal z McLarenom, kar je pomenilo, da so pri Alpinu ogromno sredstev vložili v Avstralca, še zdaj mi ni jasno, zakaj z njim v resnici niso podpisali pogodbe. Ko je bil dovolj zrel za Formulo 1, je pač prestopil v McLaren, kjer je dobil boljšo priložnost, kar se je na koncu izkazalo za pravilno potezo, o tem ni dvoma. Ampak program, kot je Alpinov, je v bistvu delal za konkurenco, zato kakšnega velikega smisla vsaj sam v tem ne vidim. A verjetno mnogi izmed vas menijo, da vozniki v nižjih kategorijah ne bi prišli tako visoko, če ne bi bili podprti strani neke ekipe, nekega konstruktorja. Tudi to je deloma res. Ampak mnoge ekipe, mnoge akademije, kot je tista, ki jo vidimo pri Ferrariju, Mercedesova, ali pa konec koncev ona, ki jo vidimo pri ekipi Sauber, so se prilagodile. Imajo en talent in če temu uspe, je enkratno, če ne, bo pač naslednji dobil priložnost. Tiste množične strukture, kot je ona pri Red Bullu, pa po mojem osebnem videnju nimajo smisla. Namreč izjemno veliko število kandidatov, od katerih nihče ne dobi priložnosti. Poglejmo situacijo, ki je pravzaprav vidna sedaj. V zadnjih 2 sezonah na tistem edinem sedežu, ki je bil na razpolago pri Alfa Tauriju oziroma sedaj Racing Bullu, smo lahko videli naprimer Nika de Vrija, ki je bil voznik tovarniške ekipe Mercedes, ki so ga dobesedno zavrgli in kljub temu, da je osvojil naslov prvaka v Formuli 2 in svetovnega prvaka Formule E, ni prepričal vodilnih pri strukturi, da bi mu nekako podaljšali pogodbo. In seveda pri Mercedesu so videli podatke, ki nam navdušencem niso bili na voljo. In zato tisto, kar je pokazal pri Alfa Tauriju, nas ne bi smelo čuditi. Po drugi strani njegova menjava, Daniel Ricciardo, je zopet voznik, ki je svoje že podal, ki je nekako izpet. In le nesreči, ki je botrovala zlomu njegove roke, se lahko zahvalimo, da smo lahko videli talent Liama Lawsona, produkta vozniške šole Red Bulla. A zopet Liam Lawson je moral vrniti sedež Ricciardu, ki pa letos ni prepričal. Torej, pri vozniški akademiji Red Bulla je nekaj močno narobe. Namreč Liam Lawson letos je v vlogi rezervnega voznika, lani je bil dobesedno parkiran v
japonsko super formulo in tudi njemu leta tečejo. Mladi talenti se kličejo tako, ker so mladi in zato jim je treba dati priložnost. Ampak Liam Lawson še zdaleč ni prišel tako visoko, da bi lahko sedel naprimer v Red Bulla, kar je uspelo naprimer Aleksandru Albonu ali Pieru Gaslyju in sta oba kot produkta Akademije Red Bulla dobesedno razočarala. Kljub temu, da so imeli širok izbor in možnost testirati razne opcije. Torej, vidimo, da v današnjem času verjetno akademije imajo še nek svoj smisel, ampak samo za tiste redke, res izjemne voznike, ki že od malega kažejo svoj potencial. Iti se neke selekcije, neke notranje boje, kot kaže, ni preveč uspešno, kajti na koncu se vozniku nima kaj ponuditi. V večini primerov prostega sedeža ni, ker je svet Formule 1 tako zaprt in ker so kariere posameznih voznikov dobesedno predolge. A seveda videli bomo v nadaljevanju, kaj se bo zgodilo tudi z vozniškimi akademijami. Za danes, kot ste razumeli, je to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.